Dober dan, lepo dobrodošli v tretji oddaji o denarju, ki jo snemava z mojim gostom, prijateljem, sodelavcem Alešem Čerinom. Imenuje se Denar najin vladar. Prejšnjič sva govorila o delanju, se pravi o točki dovolj. Danes bova spregovorila o tem, da je treba delati kupček za slabe čase. Aleš, živjo, pozdravljen. Živijo Benjamin, pozdravljeni tudi vsi, ki naj jo boste poslušali. Da vas molita, ne po najni. Ja, Zdaj že amen. lahko rečeva stari navadi. Ja, vedno starejša sva, ja. Ja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vsemogočni Bog, Oče, Očka, hvala ti, da nam daješ živeti v svetu, kjer lahko sploh razmišljamo o denarju, kjer imamo sploh možnost razmišljati o tem, da imamo sploh možnost karkoli narediti glede tega. Prosimo te, da blagosloviš vse na tem svetu, ki te možnosti nimajo, pa tudi nas blagoslovi, daj nam prave modrosti, pravih uvidov in tudi nama v tejle urici druženja, pravih besed, pravih misli, s katerimi bova kar najbolj nagovorila vse, ki naj jo poslušajo. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Ja, Aleš, midva sva že malo napovedala prejšnjič, da bo današnja oddaja na temo delanja kupčka, za slabe čase. Ali pa kupčka, ki nam bo omogočal delati pogumne odločitve v življenju. Se pravi, govorimo o denarju, ki ga prihranimo, ki ga našparamo po domače in ki je v resnici potreben, čeprav danes se zdi, da velika večina ljudi nekako živi samo iz meseca v mesec in o tem kupčku sploh ne razmišljamo, ne znamo razmišljati in se zdi to nekaj zelo zastarelega. Na začetku prva oddaja o denarju, ki sva jo imela, sva povedala vajino zgodbo z Marinko, oziroma si ti povedal vašo zgodbo. In v tisti zgodbi je bil en tak odločilen, prelomni trenutek v življenju, ko si se odločil zapustiti dobro plačano službo in si šel na svoje. In takrat si rekel, da je bila glavna, pri tem je bila Marinkina podpora, pri tem, da si se lahko odločil, obenem pa tudi nek kupček denarja, ki praviš, ti omogoči, da greš ven iz nekih razmer, ki ti niso več v redu. Kako je bilo takrat, ko si odhajal iz, se pravi, velike farmacevtske korporacije, in kaj ta kupček pomeni, kolikšen je, kaj ti je omogočil? Hvala za tole vprašanje, Benjamin. Nisem kupček, da bova pol do njega prišla, ampak po moje, da so tri stvari so take ključne. Ena je, da imaš odnos z Bogom. Veš, Boga na prvo mesto dajemo v družini in življenju. Tudi jaz takrat še nisem bil tako blizu Boga, kot bi rekel zdaj po levkemiji, ali pa še mogoče bolj, če rečem, odkar sem z Marinko pri Dižu, pri skavtih prej. Ampak vendarle, tako tradicionalno veren pa in tudi vedel obenem, da Bog poskrbi za nas. In jaz sem takrat na dolg pa na širok razlagal, kdor me je hotel poslušati, kako pa boš ti zdaj, da opišem situacijo. Jaz sem Lek zapuščal v situaciji, ko smo imeli še 4 otroke globoko v šolo obveznosti, 4 najstnike pravzaprav. Temno pogumna odločitev, ne? Ja, nekoč sem rekel, zato rabiš tudi jajca, da greš. In ljudje pravzaprav ne pričakujejo, da boš ti šel, če imaš 4 otroke. A veš, tako da tudi tukaj v tej korporaciji, kjer sem delal, niso pričakovali, da bom jaz šel. Gotov je zapufan, gotov je v dolgovih in 4 otroke ima, ki jih je treba šolati in ne bo šel. In me tudi niso v tem smislu resno jemali, ko sem prinesel odpoved. Se bomo še vse zmenili. Tako da, glej, v bistvu je to, jaz sem govoril na dolg pa na širok, pravim, in kdo me je hotel poslušati, glejte, ptice na polju ne sejo, ne žanjejo, pa jih vaš nebeški oče hrani, pa lilije na polju, pa ta citat sem kar posvojil, to je moj citat, bil in zgledalo je, kot da imam veliko vero,
ampak ni bila toliko velika, kot sem jaz govoril o tem. Ampak vendarle nekaj. 15-20 let kasneje, ne. Ja, glej, nekaj je pa bilo, da Bog poskrbi, drugo je, da imaš dober odnos z ženo. Takrat sva z Marinko veliko tuhtala, kako bi jaz zastavil ta posel. Veš, kaj jaz posla nisem imel naprej pripravljenega. Jaz nisem vedel, kam grem. Jaz sem skoraj morda v afektu prinesel odpoved in adijo, jaz se poslavljam. In potem odpovedni rok je pa pol leta in tako sem imela z Marinko pol leta časa, da stuhtava, kaj bom pravzaprav počela, ne. Takrat so se pol veliko sprehajala, tlele vem, po Golovcu sva hodila, se menila, tuhtala, razmišljala in enkrat je Marinka potem tole presekala. Jaz sem imel idejo, ne, da bi šel na svoje, da bi delal tisto, kar se mi je zdelo, da rad delam in tudi rad sem že takrat vlekel, poučeval, imel izobraževanja, svetovanja, veš, jaz sem tako rad to delam enostavno, s tem, da takrat še nisem vedel, a znam ali ne, ker še nisem toliko veliko to probaval, ne, pač v okviru korporacije, kar je pač bilo tega internega izobraževanja, ne. Za polovico bi šel na svoje, sem si mislil, za polovico bom šel po eno varno službo, da bo en dotok denarja pa še vedno, ne. To se pravi, da bi šel nekako v neko lekarno, pa še ena druga stvari sem imel v igri. Ampak to bi bilo malo polovičarsko, ne? Ja, precej polovičarsko, točno polovičarsko bi bilo, ne. In hvala Bogu, moja modra žena je to enkrat presekala, je rekla, ti veš, kaj bi rad delal, ti veš, kaj bi, ne. Pa sem rekel, ja, vem, in sem mi to razložil in verjetno sem mi s kakšno strastjo razložil, veš, to pa imam, ne, nekakšen. To znaš, ne? Ja, nekako znam govoriti, znam razložiti, znam strastjo razložiti, no, in rekla, jaz ti zaupam. In tudi, nič polovica, kar pojdi v ta posel svoj, ka veš, kaj bi delal, lej, bomo malo zategnili pas, lej, to je že ena rekla, veš, bomo malo zategnili pas, in bomo preživeli. Lej, 2 leti to ti delaj, zdaj, če pa po 2 letih ne bo šlo, boš pa že v kakšno službo. Tako da, lej, to je bilo pomembno za mene, kamen iz srca se mi je odvalil in dejansko pa nisem več služb iskal, pač počakal sem, da je ta odpovedni rok minil in sem šel takrat na svoje. To je bilo najpomembnejše, ne. Se pravi, Bog naj bi bil najbolj pomemben, ampak je v mojem primeru, moram kar priznati, da je bila takrat žena. To se pravi, ona je bila z mano v istem viharju, v isti stiski nekako, ne. Nisi ti te odločitve vpričo njej izsilil in je nisi potem tudi kasneje, ni bilo poslušati treba očitkov pa strahov pa tega. Ne, mislim, tole je bilo, mi da so to, še nismo vedela toliko veliko te edinosti, ne, šele v družini življenju smo se o tem menili enkrat v zakonski skupini, ne. Tukaj sva pa zelo lepo nagonsko delala, no, ali kako nagonsko, ne, pač iz tega dobrega odnosa, ki sva ga tudi že takrat kar imela, ne. Oba sva se pa tudi zavedala, da imava prišparan en kupček denarja. To je pa tretja reč, ne. Se pravi, Bog, žena, denar, zdaj kupček. Jaz govorim namerno kupček. Ni nujno, da je to kup. Veš, ni nujno, da je to ogromen kup. Kupček, ja, zdaj, za koga bo morda že izgledal kot kup, ampak mislim, no, pa tako dobro je, da ta kupček omogoča 6 mesecev do 12 mesecev, da je odvisno, koliko konzervativen si, koliko si ziheraški, bom rajši rekel, ne. Ja, koliko si za zihar, koliko si tudi predstavljaš, da boš hitro službo dobil, če ne bi šlo dobro ali pa tako naprej, ne. Koliko si zaposlil na trgu delovne sile, recimo, ne. Ampak vsaj 6 mesecev, ne. Se pravi, če vzameva, tako kot zdajle že ta drugič vzameva v račun, da mož zasluži 1000 evrov na mesec, žena zasluži 1000 evrov na mesec, se pravi 2000 evrov na mesec, se pravi krat 6 je to 12 000 evrov. To je za pol leta nekega življenja takšno, kot si ga navajen. Takšnega, kot si ga navajen trenutno, ne. S tem, da moraš ti vedeti, ne, koliko tvoje življenje
stane, ne, konc koncev, a veš. Pa se Mhm. vam malo kasneje morda vrnila k temu, ne. Ja. Do 12, ne, do 24,000, ne. Saj to, glej, a je to velik denar, za koga je, ampak to je vendarle en avto, nizkega razreda do nekako srednjega razreda, ne. Ja, razumem. Ja, a ne, Praviš, tak tako, kupček imeti je bolj važno, kot pa imeti in avto. ja je, glej, kaj ta kupček omogoča? Kaj? Kaj je meni omogočil? Eno pogumno odločitev, lahko bi tam zastal, glej, se je vlekel, niti glih groza, da tam zastaneš, ampak vendar z nekim nezadovoljstvom bi bil, ne bi izpolnil svojih sanj, veš, zdaj pa govorimo o To sanjah, ni bil tvoj klic, ne, v resnici, Ja, da bi tam ni ostal, bil, ne? ne, jaz sem si skozi želel nekaj pa tudi na svoje delati. Jaz imam izkušnjo očeta, ki je šlosar, ki je delal sam, on je kar je zaslužil, nikoli ni imel nobenega zaposlenega, ne, in jaz sem opazoval to svobodo, veš. On je veliko delal, ampak včasih pa tudi nič. Včasih je pa rekel nič, sredi belega dne, lepo vreme, je zaprl delavnico in je šel v hribe, recimo. Pa je šel, jaz to gledam, kako to, a veš, to pa veliko ne moreš. In ta svoboda me je nekako privlačila, no. Tako da, lej, lahko sem si privoščil, da sem šel na svoje, ne da bi vedel, ne da bi imel celo pripravljeno, kakšen posel že odprt ali pa kaj takega, nič. Celo ne vedel, kaj točno boš delal, ja. Jaz sploh ne. Ta prvi dan, ko sem se začel na svoje, to je bilo 1. marca 2003, sem se znašel pred belim ekranom v Wordu, kva ne zdaj. Načrtujem prvo izobraževanje, ne. A veš, in dejansko, ko tako nekaj začneš, ta prvi let ni nič. Ja. Prvo let ne zalaufa, kako ti bo zalaufa, kdo te pa pozna? Noben te sploh na trgu ne pozna, moraš začeti ena pisemca okoli pisati, pa ne vem kaj. Zdaj se pa pojavil en igralec, ki bi rad nekaj tukaj povedal na trgu izobraževanja, svetovanja, ne. In to prvo leto nisem nisem imel prihodka za eno lekovo plačo. A veš, in sva živela z Marinko. S tem, da se malo pas zategne, a veš, se pravi, da se majčkeno pas zategne. Prav, s tistimi sredstvi za pol leta lahko tudi dlje preživiš, če majčkeno zategneš pas. Ja, natanko tako, ne, sej, zato pa je pa treba pol iz tega pa delati potem, rekel, družinsko knjigovodstvo, da ti veš, na katerih koncih se da pas zategovati, ker pas zategovati kar na splošno ne gre, ker ne moreš otroku odtegniti malcev iz šole, ne moreš otroku, ne vem kaj, ne omogočiti nečesa, kar je čisto normalno, ne, a veš. In tukaj so pa pri bistvenem, veš, Ja. ker se mi zdi, da res v tej naši družbi prevladuje občutek tega, da se res tudi na tem finančnem področju ne da nič narediti. A veš, sej se nič ne da, sej ta služba, ki jo imam, Saj se nič ne da, ne, službe danes ni, ne. Ničesar ne morem spreminjati, jaz sem samo nekdo, ki ga razmere premetavajo skozi življenje, ne. In to je najhujši problem, se mi zdi, da imamo ta občutek, v resnici nenehne žrtve, a veš, jaz sem samo žrtev teh okoliščin, ki me premetavajo zdaj sem, zdaj tja, ne. In v življenju dejansko pridejo okoliščine, ki jih ne moreš obvladati, ampak če se z nekim pametnim ravnanjem pa disciplino, vem, da boš tudi o tem govoril, a ne, praviš na to, so lahko te okoliščine precej manj, te pretresejo manj, a ne. Seveda, Benjamin, govorimo danes veliko o mobingu, ne, o tem nekakšnem nadlegovanju, ne, ki vodi velikokrat v težke stvari, a veš, v težke psihične stiske, ne, zlome, a veš, samomore, vse sorte, a veš, to še celo imamo celo zakonodajo okoli mobinga na delovnem mestu, ne. In dečko, kot si, a veš, si ne moreš privoščiti, da tvojo ženo nekdo mobingira. A veš, zato, ker žena mora imeti občutek, da če bo nekdo mobingiral, bo ona zapustila službo. Ne, bo zapustila službo in jo boš ti na ta način zaščitil. To je tudi ena taka naša moška vloga, veš. To je ena taka zaščitniška, to je grd izraz. S tem, da ženo zaščitiš.
Zadnjič me je en gospod vprašal, moja žena nadleguje takole mobbing na delovnem mestu, je bilo zelo očitno, pusti naj službo. Kako? Pusti naj službo, zato ker imata kupček. Nimava ga. Ne? A veš, poglej, česa lahko vse rešiš nekoga, enih velikih stisk. In to zdaj, jasno, da mi ne polagamo vso varnost v ta kupček, veš, vedno se ti lahko kaj zgodi, kakšna levkemija, kakšna traparija, kakšna nesreča, kakšna nezmožnost za delo. Odpovedi. Recimo, da se ti zgodi levkemija, pa da pa nimaš nobenega kupčka, recimo, ali pa karkoli, pa da bi bilo treba plačati. Velike račune, recimo, ne? Naprimer, nekaj, ne. Veliko dodatno breme, ne? Ja, da otrok zboli, kaj boš začel zdaj zamaške kupovati, ali boš rekel, gremo v Nemčijo, ali pa gremo tja, pa kupimo to zdravilo, ki ga še pri nas morda ni, ali pa nekaj tazga, ne. A veš, ni tako, da družina ima nek sistem varnosti, ki ne bazira sam na tem, da ti en drug odtegne denar, ala zavarovalnica, ki poleg tega še lepo živi. Zavarovalničarji imajo velike donose, lepo. Na račun koga? Na račun tebe, ki plačuješ. Zakaj pa ti plačuješ? Zato, ker si nediscipliniran, zato, ker ti ne znaš dati na kupček, ampak ti mora od plače utrgati, da gre kar direkt na kupček. K njim, zavarovalničarjem, da od tega živijo, da ti še njih malo futraš. Dobro, da sem udaril čez eno panogo, ne. Je precej boljš kot nič, bom rekel, kljub temu, ne. Kaj? Da ti oni vzamejo, kakor pa nič. Seveda, da je, ne. Ampak to je... Zato si discipliniran, če imaš nekaj tega, ne. Nisi v bistvu ti discipliniran, ampak sam odločiš se, da ti bojo oni odtrgali. Še nisi izkazal discipline. Izkazal si v bistvu to, da nisi ti sposoben obdržati svojega denarja. Ok. A razumeš razliko? Ja. Si se pa dobro odločil, verjetno, ja. Tako, pravim, veliko bolj kot nič, v tem smislu, da si neko odločitev sprejel v smeri neke varnosti. Ampak vendarle, ne? Vendarle moraš zraven še nekoga futrati. Ja. A veš, nekomu daješ plačo s tem, ne? Kako delati družinsko knjigovodstvo, ki je v resnici predpogoj tega delanja kupčka? Mi zdi, recimo, moraš vedeti, kaj pride, pa kam gre, to je predpogoj. Temu bi rekel, družinski finančni tok, od kje preteče ta denar, pa tukaj niti ni ne vem koliko, bi rekel, možnosti, to so, ne vem, tlele imamo odprto, tabelico, tole, ki imamo na seminarju na en odnos do denarja, kaj so prihodki, enostavno plača mož, plača žena, socialni prejemki, morda kakšna darila, kdaj, če ti kdo kakšnih 100 evrov da, ali pa še kakšen del, ki ga upravljaš, recimo tako pod neki prleti ali karkoli. Kakšna najemnina, če imaš kakšno stvar, ki jo lahko daješ v najem. Ja, naprimer, če imaš kakšno stanovance, ki ga lahko daješ v najem, pa ti namesto da ti to pride, ne vem, še 200-300 evrov, ne vem, v Krškem, koliko bi to bilo, ampak nekaj gotov je, ne. Tako, ne, to se pravi, tukaj ni težave, tokle imaš ti, tokle imam jaz, in zdaj je to najin denar, za katerega pa, če ne spremljava tega toka, kam gre, to je pa bolj občutljiva tema, kam gre. Takole, ko sem včasih na kakšnem seminarju ali pa na predavanjih poprašal, koliko pa vas spremlja družinsko knjigovodstvo, koliko denarja pride in koga gre in kam gre. Par ljudi je dvigne roko, tako ocenjujem tam do 10% spremlja družinsko knjigovodstvo. Tvoj denar kar gre, pa ne veš, kam gre. Mnogi rečejo, se itak vas gre. To sem bil jaz, veš. Res. Jaz se spomnim, ko so se midva poročila, je en prijatelj 2-krat, 3-krat prišel prav k nama in nama je kazal, kako se to dela. Še celo s kuvertami takrat in tako, veš, zanimiv sistem, ki pa ni bil čisto enostaven, bil je malo kompliciran, pa ne toliko zelo, ker se ga navadiš, ni problema, ampak
tudi ni bil glih seksi, no, kaj ne rečem, ni bil... Seksi. Smotano je bilo, no, smotano. Paperwork nikoli seksi, a veš. No, evo te, ne, in to so pol čez cajt, a veš, to so malo delala in pol seveda to opustila. In moram reči, no, verjetno bi bil najin kupček kaj drugačen v tem času, če bi midva bila od začetka to delala, ne, ker bom še pol kaj povedal, no, kakšne odločitve, da so s tem pojene, pa iz te novejše izkušnje, ko zdaj spet to delam, ampak ja, daj povej. Ampak, glej, že to, da kupček rabiš discipline, da kupček delaš, rabiš malo discipline. Ja. Tako bi rekel, 1-2 na mesec. Čist praktično to pomeni, da ti račune, ne, takole imaš račun in ga lepo spravljaš v eno škatlo za čevlje, mi pravimo na seminarju. Če je kaj brez računa na tržnici, gotovo ne dobiš za vsako stvar računa, ne? Ali pa tako, če greš kmetu krompir kupiti, pač ne dobiš računa. Lepo napišeš, v tej škatli imaš še en blokec in v ta blokec napišeš mesec november, evo, krompir, 100 kil tokle, a ne, tak, če kaj tega. In gre, ne. In darovanje v cerkvi, v puščico sem vrgel tokle, a ne, in ne vem, klošarja sem srečal tokle, ali pa take stvari. Ja, glej, do evra natančno to pišeš, ne, do evra. Zdaj, jaz sem bil enkrat kregan, zakaj nimam te predloge, take knjigovodske stotini, ne. Se mi ne zdi pomemben za zdravje družinskega proračuna, centi niso pomembni, zaokrožaš na evro, pa je, ne, čist dovolj, ne. Glej, se pravi, ti za vsako, to se potem v tej tabelci, ne, ki imam tole zdajle pred sabo, imaš potem različne kategorije, a ne, recimo prva kategorija, ne, kaj? Povej kar kere, ja. Ja, prva kategorija je kdo, ne? A veš, vsak financer ti bo rekel, ki ti bo svetoval, najprej plači samo sebi. Samo sebi najprej plači. To pomeni prihrani, ne, prihrani. Mi kot kristjani pravimo, najprej plači Boga. A Bog rabi ta tvoj denar, ne rabi ga. Ne rabi ga. On ne rabi za svoje projekte denar, ker je vse mogočen. In pravzaprav še več, ves denar je njegov. On je lastnik denarja. Viš, to je zdaj le bo naredila prelom zmiselnosti. To ni moj denar. To je denar, ki ga nam Bog omogoči imeti. In smo mi samo najemniki, oskrbniki, po domače. Kar znamo reči, ne, takrat, kadar za koga, ki ima, rečemo, sej ne bo nič sabo neso, ne? Res je, nič ne bo. Ampak pol, ker gre pa za mene, pa za mojo plačo, pa ker itak nikoli dost nimam, pa itak vse zmeri gre, ne? Ja. Kaj bo to od Boga? Nič ni od Boga, moje je, ne? Veš to, ne? Ne, kar naredi ta flip zdajle, če ga še nisi, pa vem, da si ga ti že naredil. Ta premet naredi. Bog je lastnik vseh sredstev, vključno s tvojim telesom. Vključno s tvojo ženo, vključno s tvojim avtom, vključno z vsemi talenti, ki jih je dal ti. A veš, vključno z glavo, ki je zmožna razmišljati, ki je bila sposobna doštudirati. Hvala Bogu, ker si mi tako glavo dal. Ne? Vključno z rokami, s katerimi lahko kaj narediš. To je vse od njega. In nisem se sam pripričal v bivanje. In tudi, kar si to ti takole z mislimi, z dejanji, z besedami ali kakorkoli zaslužil, je to vse njegovo. In da ti izkažeš hvaležnost, da ti treniraš držo hvaležnosti, da se ti lahko postaviš v pravo pozicijo do Boga, ne? A veš, mu dej nazaj sam 10%. Za enkrat. Za začetek 10%, tako imenovana desetina. Kako naj jo pa dam, ki nimava? Ja, in to je dejansko res. Ja. Mnogi ljudje, ne, ki vse zapravijo, dejansko nimajo za darovansko držo. Ampak to ni prav, da vse zapraviš. To je v bistvu, da vse, kar ti Bog omogoči imeti, zapraviš. Tako da prva postavka tukaj pri nas je plačaj Bogu in plačaj
njegovim otrokom, še Benjamin stavek, da do konca povem, vidim. Ja. To se pravi, plačaj Bogu, komu? Jaz bi rekel cerkvi. Lepo v cerku, meč v puščico, pa mir. Tole imaš duhovnika, ki ti omogoča, da cerkev obstaja, ki omogoča zakramentalno življenje, ki omogoča, zakramentalno življenje, ki omogoča skupnost bratov pa sester, da se lahko med sabo menimo o Bogu sploh. Lepo plači one, ki ne morejo, pa bi radi delali, zber si neko dobrodelno dejavnost. Ja, pa tukaj vsi neki golfajo. Ja, lej, poišči neki, veš, to je potem toliko prikladen odgovor. Ja, pa oni golfajo, pa te imajo tako, pa te se valejo, pika. Nekaj najdi stisko, naslovi to stisko in dej. Se pravi, prvi odhodek je Bogu. A lahko tukaj povem to, kar smo se na seminarju o denarju pogovarjali, pa mi lahko poveš, če še vedno imaš to stališče, ne? Ta desetina je lahko strašno radikalna za marsikoga v tem času, ne? In je lahko čisto pretirano pohujšanje, bo zdajle, ki si tole povedal. Aha. In smo se pa v praktičnem smislu res pogovarjali, da začnemo vaditi to darovansko držo po procentih, se pravi, lahko začneš vsaj z 1 ali pa 2%, da sploh začneš. Ker se mi zdi, da kar na desetino je malo huda za marsikoga. V trenutni finančni situaciji marsikdo težko, ampak začnite pa razmišljati, ne? In seveda tudi tisto, kar že date, pa ne veste, da date, tudi če je bilo to recimo v puščico, ne? Se kar najlepo šteje že v ta denar, ne, recimo. Amen, seveda, glej. Lahko povečamo darovansko držo za procent, ne, recimo. Evo, ne, tudi zato je dobro družinsko knjigovodstvo, spremljanje družinskega finančnega toka, da ti veš, koliko si že darovanski. Ja. Konec koncu veš, Bog je zastavil, dajmo reči, desetino. To je, za kristjana je okvirna, ne? Ni nujna desetina, je eno tako približno pravilo, v resnici pravi pa, da lahko tudi več ali pa manj. Ja, o darovanju smo še pogovarjali. Da ni zapoved. Ja, je pravzaprav, v Malahiji reče kot zapoved. Ja, starozavezno kot zapoved. Ja, starozavezno je kot zapoved, ne? Ampak Jezus te zapovedi ni ukinil, ne? Ampak je dodal še več. Tako da v novozavezno je pa v bistvu še več. Je pohvalil je vdovo, recimo, ki je dala vse. Pohvalil je cestninarja, ki je rekel, da bo 4-kratno vse poplačal. Ali pa tako, veš, pohvalil je ful darovansko držo, tako da Jezus ni šel pod 10%, ampak nad 10%. Ne. Tako da v bistvu desetina, ne, Ni prav, da gledava kot na zapoved, no, sem to hotel poudariti. Ja, čeprav, veš kaj, Benjamin, da imaš zdaj tukaj slabo vest iz tega ven, ni potrebe zaenkrat, ne. Ja. No, Dobro pa je, da ti veš, koliko, ne, in če je tvoja darovanska drža 0,1%, ne, potem veš 0,1% tvojih dohodkov, ne, potem veš, da si na skrajnem minimumu, a je tako? Ja, ful malo, ne vem, kako naj ti rečem drugačne. Ja, če je 1%, 2%, tako da znaš nekako v neke gabarite dati, da znaš nekako sam pri sebi, ne da te nekdo učita do zunaj, ampak da ti sam pri sebi rečeš, ojoj, starozavezni koncept je 10%, Jezus je rekel, joj, še več, jaz sem pa na 0,1%, kjer bednik sem, kakšen odnos imam na tem področju, na tem denarnem področju do mojega stvarnika, ki mi je vse omogočil. A veš, tako da tole z ženo potem skupaj pogledata, pa si rečeta, midva bova šla iz 0,1, da sem zdaj še vedno na tem benignem procentu, greva letos na 1%. Sej veva, da še nisva na 10%. Greva pa na 1%. To se pravi, in ta procent, če imaš nizko plačo, je relativno majhen, če imaš visoko, je pa že kar nekaj, ne?
Ja, od 100 evrov 1 evro, od 1000 evrov 10 evrov, od 2000 evrov 20 evrov. Evo ti 20 evrov bova na mesec dajala. To je zdaj najin 1%. 10% je 200 evrov, ne? Recimo v tem primeru, skozi ga jemljava. Aha, 200 evrov pa že malo zaboli. Ja. Ne? Že malo zaboli. In kakšen bo rekel, moraš to, da jaz, da boli. Ne, to, da si veseli darovalec. Bog želi veselega darovalca. In če daješ težko, še ne dajej, ampak pripravljaj srce, pa bova več rekla v tej drži darovanski še kdaj najbrž. Ne? Glej, druga velika točka, ne, je pa zdaj ta kupček. Še preden so kakšni drugi stroški, da jih kraj ta denar. Wow. Koliko pa, ne? Koliko pa? Pa kje pa zdaj to vzela? Ja, še ne veva, od kje, ampak se bo mogla zmeniti edinost med zakoncema. Se bo mogla zmeniti, kje bova, katerih stroškov se bova znebila. To je ena varianta, ne? To je najlažje, konc koncu zaenkrat. Kateri stroški so nepomembni, kje midva po najinem mnenju, to je cel kup enega dogovarjanja, ne? Po najinem mnenju, kje greva preko točke dovolj. Ja. Kje se nama zdi, da greva preko točke dovolj. Ne boš začel najprej šparati pri otrokovi malci, da se razumeva. Ja. Ampak pri nečem, za kar midva meniva, da je luksus. Da je pretiran luksus, bom raje rekel, v skladu s tem, kar ste zadnjič govorila, točka dovolj. Ne? In to ugotoviš potem, ko greš čez cel budžet, čez cel proračuna. Ne? No, potem je pa tule zdaj, smo rekli tale kupček, prihranek, ne, lahko. Potem so pa odhodki v smislu hiša, komunalne storitve, vse veš, po domače rečeno, položnice, tle imam potem hrana, transport, dnevno življenje, pomeni oblačila, izobraževanja, zavarovanje, če ga imaš, kozmetika, čistila, frizerji in vse to, ne. Otroci, ne, zdravje, zabava in tako naprej. Ne. In to lepo pokategoriziraš in potem imaš še take subkategorije, veš, ki so pa take zelo občutljive, ne, ki jih imaš kot dec svoje, ne, avto, ne. Avto, ne. Koliko spoilerjev mora imeti moj avto oziroma kakšne, ne, a veš. A je pomemben, da so, a bom imel lita platišča, ali ne bom imel, ne vem, da se jaz kar takole, ker nisem jaz fan od tega, ne. Ti nisi od avtov, Aleš, ti imaš avto. Pojma nemam, ne, bolj da sem tih s temi primeri, ne, ja, res beden. Ne, ampak dobro, a mora biti Benfla je dosti Renault, ne, v tem smislu, recimo. No, to je še, to najbolj taka radikalna odločitev. Ampak, veš, ko pa ga že enkrat imaš, koliko bom jaz vlagal v ta avto, recimo še nekih dodatkov, pa vsega živega, veš, to so take drobne stvari, ki pa na koncu tudi prispevajo kar veliko, ne. Naprimer, pri ženskah, ne, koliko kozmetike je pa treba, veš, pa kakšna kozmetika. Kremce grejo od... Jaz vem, ker sem včasih tudi kreme delal, malo razvijal pa to v enem obdobju. Kreme so zastonj, Benjamin. Izdelava krem, recimo iz zastonj. Sam ful je treba spotencirati. Vse surovine, super duper surovine, krema nima kaj stati nekaj evrov. A veš, vse drugo je obešena reklama gor in stanejo kreme 200 evrov in tudi več. A veš, zdaj se moraš pa ti, a veš, ženo prepričati, da ne rab kreme za 200, ampak za 10 evrov, da je čisto dobra, ker so itak iste sestavine praktično noter. Stari, težko bo. No, se pravim, tukaj jaz slutam težave, pa razni prehranski dodatki, ki ti hočejo zdaj vsiliti na vseh koncih in krajih in brez njih ti ne moreš živeti.
Najboljši prehranski dodatek, bi rekel, je kislo zelje pa repa. To je super hrana, to je naša super hrana, veš, ne. Ampak ne, je preblizu, vsak kmet jo ima, to mora čija semena morajo priti iz ne vem kje iz Južne Amerike, ki pa stanejo toliko, pa kitajske alge od tam, veš, ki jih gojijo. Jih ne bi jedel, če mi jih zastonj daš. Enkrat sem šel raziskav delati klorela, pa ne vem, spirulina, alge, prašek iz njih ima, nekaj to stvar, ki je zastonj, ki zraste ne vem, v bazenih s cavanco in sranjam in to prodajajo na drago, pa tle, a veš, in potem te smutije delajo in mislijo, da brez klorofila živeti ne morejo. Pustimo zdaj to, no, ampak, a veš, slutiš. Ja, okej. Hočem povedati, kje so priložnosti za skregati se, no. Da se redukcije delati, ne? Da se, Benjamin, z eno, a veš, ampak zakonca morate tukaj na velikih področjih prihajati v edinost. Ja. A veš, v to edinost, ne? In si reči, jaz tep ne bom težil, veš, tako, kot sem jaz rekel v projektu 1 evro na dan, družini ne bom težil, jaz tep ne bom težil, tule bom zategnil pas. Pas. Tule se bom jaz kot mož znebil od večnega. Tistega, kar po mojem mnenju ne prispeva. In to narediš. In žena si misli, čeleni, ne vem kako, ne, groza. Si reče, se mogoče pa tudi jaz ne rabim glih še ene kikle, ki jih imam že itak 10. Ja. Ali pa še enih škorenčkov, ki jih imam že ene 15 parov. A razumeš? Ne, da ti težiš ženi, ona pa te učita, a veš, da si drugem učitata spet. Vsak sam pri sebi najprej pogleda stvari, ja. Pri sebi urediš in so zakonca tole mi skozi govorimo na tem seminarju. Pust moža primer, pust ženo primer, ti pri sebi uredi, sam poišči odvečno v tvojem življenju in morda ti bo ona sledila. Če pa ona bolj brihtna, naj pa ona to začne, pa ti bo morda mož sledil. Včasih se zgodi, da ne sledi, jasno. Jasno, da se to dogaja, lahko dolg ne sledi, lahko je dolg cepec, lahko je do konca cepec. In ljudje do konca ne ubogajo Boga. Saj veš, naš Bog nam je dal svobodno voljo, ne? Ja. No, ampak tukaj smo odprli par zelo hudih stvari, zelo dobrih stvari. Sklutva, kje so priložnosti za skregati se, ne? A veš, to sem hotel povedati, ne? Ja, je treba... Da ponesrečene primere mogoče, no, ampak ja. Ne, v redu primeri so, Aleš. Mislim, da so v redu. Tak jih lahko prevede v neko svojo prakso, ne? Predvsem se mi zdi zdaj pomembno to zavedanje, ne? Potrebna je disciplina zaradi nekega daljnoročnejšega cilja, kot ti ga pa da tisto kratkoročno veselje, ko nekaj kupiš, ne? Recimo... Daljnoročni cilj, ne, plus varnost, kot so že prej govorili. Veš, neke varnosti bazira na tem kupčku, konc koncev. Varnosti tudi v smislu, da žena ali mož lahko pusti službo, če pride do mobinga. Ne? Varnosti še enkrat, ne, v smislu, da plačaš nekaj, kar ne plačuje socialno zavarovanje, pa ti pol kar plačaš iz žepa. Pa lahko otroka rešiš življenja. Ne? Mislim, tako, veš. Mnogi pa živijo, ne, recimo, ali pa tudi jaz sem imel to izkušnjo, no, a veš, ko nimaš tudi tiste osnovne varnosti, ki se mi zdi pred tem velikim kupčkom, ne, ali pa velikim kupom, je še pravijo emergency fund, se pravi ta glavni, ta kupček Jurja pravijo, ne, Jurja mej nekje na strani fizično za nujne primere, a veš, ko se ti pokvari avto, ko se ti pokvari pralni stroj, ko ti nekaj narobe. Tistega Jurčka je fajn imeti nekje res in je ful manj enega stresa v življenju. Ne? Zakaj se pa meni zdi, da je nek glavni razlog, da danes ljudje tako ne funkcioniramo? Ti si prej rekel, ko si razlagal svojo zgodbo, sej verjetno ima dolgove, pa ne bo upal iti. Ne? Zdi se mi, da danes je pa ogromno ljudi v dolgovih. In so dolgovi, ki so potrebni, tukaj mislim, da je pač dolg, ko si vzameš kredit, pa se osamosvojiš, pa greš na svoje, ne? Obstajajo pa dolgovi ali pa krediti, ki pa niso potrebni, ne? In recimo prej, ko sva govorila o izbiri avta, že tukaj se da veliko narediti, ne? Jaz bom čisto oseben primer povedal. Z ženo sva zdaj predčasno en kredit odplačala 2 leti prej in s tem se nama je sprostilo 130 evrov na mesec, ne? In s tem dejansko imava več sredstev za neko normalno življenje, ne? Tudi zaradi tega so se lahko odločila, da je ona zdaj recimo
polovičko časa dela polovico, a ne, se pravi, je nekaj časa preživlja z otroci, a ne, ker ima popoldansko službo in je bolj stiskamo, ne, zdaj že 1 leto pa še malo in ni luštno, marsičesa smo se morali odpovedati, ampak vendarle, zdajle, evo, 130 pa 130, pa vsakič, ko se kakšna taka stvar zapre, človek majčkeno lažje zadiha. In je treba poiskati te stvari, ne, pa smo poiskali priložnost, pa smo našli enega operaterja mobilnega, ki nam je omogočil za polovico manjši račun, ne, recimo, konkretno. In te majhne stvari, jaz sem jih včasih imel kar za nepomembne, veš. Jaz sem se včasih, da to kar ni važen, pač malo več tam, malo manj tam. Ampak dejansko, ko pa začneš malo spremljati budžet, potem pa začneš bolj, vidiš priložnosti, ki jih prej niti ne opaziš, to je prva stvar, pa vidiš priložnosti za prišparati, a ne, recimo, jaz do zdaj, če bi po starem, jaz bi do zdaj znal zelo dobro racionalno utemeljiti, zakaj bi rabil eden ali pa celo 2 leasinga za 2 avta, ki bi mogel imeti boljša. Recimo, ker sta že precej šlo. Zlahka utemeliš, ne? Ja. Zakaj bi rabil nov jogi po 12 letih? Ja, pismo zato, ker je bogi, pa ker me hrbtenica boli, pa bi bilo fajn imeti novega, recimo. Pa, ga bom vzel zdaj na obroke, ali ga bom še malo počakal? Bom malo počakal, ni problema, avto pa sploh, ne. In z tega vidika se mi zdi, da to pa vseeno začneš, greš na pot tega šlihtanja, tega denarja in je možno in se splača in bo boljš. Glej, investira 2 ure na mesec, ne, da se to naredi in potem še kakšno urico v pogovor o tem, veš, ker Benjamin, pogovor, ne, lahko steče, veš, na podlagi čustev. Tako da ti učitaš, tako da ti, se ti pa tudi kva pa ta tvoja kozmetika, kaj pa ti tvoji frizeri, kaj pa ta tvoje barvanje las, skozi to lahko, veš. Koliko pa sploh to stane? Saj niti kot dec ne veš dobro sploh. Zdaj pa vidiš številko. Ona pa lahko tebi, kaj pa ti tvoji fitnessi, kaj pa ti tvoje superge, kaj pa ti tvoje pohodne palce, kaj pa to tvoje, ne vem kaj, še razni športi, recimo pri meni. Jadralska oprema, ne? Ja, pa oprema za letenje s padalom, tako kot sem jaz to delal, kaj pa ja. A veš, in lej, zdaj imate priložnost se pogovarjati o dejstvih. Ja. A veš, ne več samo, da čustva vodijo pogovor, ampak dejstva vodijo pogovor. In se ti pol čuden zdi, ne, primer, jaz zdaj spremljam v tej stiski, ne, ker so ljudje doma, ko imajo ljudje, nekateri, ne rečem čisto vsi, nekateri so ful zasedeni, ne, ampak, lej, ne pa vsi, ne, lej, tole živijo te hrane, pa te Wolti, pa to, jaz pa pogledam, tam za noč sem šel pogledati, koliko not pica stane. 11 evrov. 11 evrov in not pica, da ti jo prinesejo na dom, ja pa daj speč to pico, kaj pa je to tako tazgano. Če mislim, lej, jasno, da ne, 11 evrov pica, seveda, ko moraš plačati cel kup enih servisov, ne, a veš, polno ljudi ti je nekako dodalo vrednost tej tvoji pici, da zdajle jo ti na najbolj komoden način poješ. Lahko pa ti rečeš, dobro, jaz bom zamesil testo, ja, ga še ne znaš, saj to ni nič tazga. Testo za mesec, to traja 10 minut, pa ga daš še malo hladilnega, imaš za danes, pa za jutri, pa še ne vem kakšne knedeljčke, pa ne vem, kva boš vse, neko kifelčke, pa ne vem, koga boš vse spekel. A veš, Benjamin, in to ni, moka stane pa koliko že, 50, 60, 70, 80 centov. Kila moke, pa s kile moke narediš pice, a veš koliko, da te glava peče. Jaz se spomnim podatka iz seminarja, prav cifre, tisti me je kar zadel, ne. Kruh, če ga pečeš doma, ali pa če ga delaš, ali pa če ga hodiš kupovati v štacuno, na letni ravni je 800 evrov prihrane. 800 evrov, ja. Lej, zdaj pa, a veš kaj, zdaj se moraš pa ti odločiti, kaj pa to meni pomeni, kaj ta denar meni pomeni. Na letni ravni 800 evrov, nič. Seveda, če imaš milijon prihodka, ne, prihodka je to 0, ne. Če pa komaj shajaš, je pa 800 evrov, majčkeno manj kaj ena plača. Ja, itak. Ker že govorijo o 1000 evrski plači, recimo, ne. Ja, majne, se imam jaz cajt popolne speč kruh, kaj pa je to tazga? Namesto da bluziš po internetu, da greš nadaljevanko gledati, pa kruh spečeš. Namesto da, lej, recimo primer, ne, kupuješ soft pijače. Ja,
pejt malo tlele po hribih, jaz ne vem, posod so jabki po tleh, jaz zdaj mečkam, ko sem v levkemiji, moram vsak dan hoditi, pa tlele hodim po teh samljenih kmetijah na vzhodu Ljubljane. Polna drevesa jabolk. Vse po tleh, nobena pobere. Zdaj, zapelje se pa reče, lahko jaz to poberam, pa vam dam 20 evrov, ja, pober. In boš naredil krasen kompot, ga daš v flaše in imaš. Pa čao, pa nekaj časa to zdrži, ali daš v skrino, ali kamorkoli, nekaj, veš, Benjamin, milijon teh možnosti je, katere se pa splača zračunati, a veš, zračunati, koliko te stane sok, ki ga kupiš, en beden sok, ki vprašanje, koliko je sploh jabolko videl, v primerjavi z nečem, kar je tele jabolk bil, ne, ja. A veš, tukaj zdaj treba računati in primerjati s tvojim prihodkom. In s tvojim prihodkom na uro. Mislim, da 176 ur je mesečni fond ur, ki jih moraš ti oddelati, če delaš 8 ur na dan, ne, to je tak delovnik. Zdaj pa ti tvojo plačo del iz tem in boš videl, koliko zaslužiš. A ne boš videl? In boš videl, da ne zaslužiš več kot 5 evrov na uro. Približno, z eno tako. Dajmo podeliti, če smo tlele v klopu, če dovoliš. No, krdej. Daj, čisto lepo, ne. A veš, ka... Pa še nekaj, ne? Kar pa tudi so že mečkeno omenjala, Slovenci se mi zdi, da zelo malkrat si upa pogledati pa reči, kje so še kakšne možnosti. Kje roke posodim nekomu ali pa nekaj naredim za kakšne evre. Obrežem eno živo mejo za 30 evrov ali pa nekaj. A veš, ne? In smo velikrat res tiste, v angleščini se reče sitting ducks, ne? Se pravi, ždiš nekje pa jamraš, koliko je hudo. Ne znaš tudi ne ozreti za priložnostmi, no? To bi rekel, ne? Lej, sem glih zračunal tole, če imaš 1000 evrov plače, ne? Ja. Pa podeliš 176 ur, ne? Zdaj potem ugotoviš, koliko je ena ura tvojega dela vredna, ne? In je vredna, veš, koliko 5,7 evra. A res? Ja, se pravi 5,7 evra, ne? In potem ti rečeš, ok, ne, tale pica bo stala zdajle 11 evrov, ne? Aha, za tole pico moram jaz 2 uri delati. O majne, ne? Za 4 pice, ki jih bomo zdajle pojedli, moram jaz delati krat 4, 8 ur. Ojoj, cel dan moram delati za en kosil. Aha, to je pa veliko. To bi imel pa jaz raj dopust. Pa hitreje bom tam spekel zacneje. Pa tudi, lej, v 8 urah bomo pa tudi kakšno pico spekli. A jo bomo? Pa jo dejmo. Pa boš videl potem, ja pa jo še ne znam. No pa se nauč. Viš, to je problem. Pa se nauč. Tole danes ne naučimo niti otrok, ker bojo potem tudi po raznih teh firmah kupovali hrano. In ko prišli na YouTube imaš vse. Ja. Tako je, na YouTube imaš vse, lepo speč pico pa merdej. Nobena težava ni. Ta prva ne bo optimalna, ta druga, tretja, četrta bojo že precej boljše. 5., 6., 7., 10., 20. bojo toliko dobre, kot v pizzeriji. Verjem. Ne, pejt kakšen blog pogledati, recept dol in jo nared in boš prihranil 44 evrov za 4 pice. Fair enough. Pa denar. A veš, kaj te veliko bolj zaboli, če ti to preračunaš v to, koliko časa moram jaz delati za to. Tvoja življenjska energija, ne? Ja, to je tvoja nekakšna življenjska energija. Recimo, jaz pa ne dam za nekaj, kar ne rabim, ne rabim, da mi to en mulo pico prinese, ampak jo bom sam spekel, majčkeno svojega bom investiral in bom 30 evrov prišparil, 10 evrov ostanejo pa sestavine za pico in nič več. A veš? Jaz pravim, stvari je treba dokumentirati. Ta paperwork, so že rekla, je zoprn, ampak tega sem se navadil v tistem projektu 1 evro na dan, ker šele s tem številkami ti ozavestiš
pa veš, koliko kakšna stvar stane v denarju, in ko to pretvoriš v enoto tvojega dela, nekako, ali kako ne rečem, ne, te to ful zaboli in rečeš, ne, to pa jaz ne bom, 8 ur pa jaz sem delal za 4 pice. In si rečeš, nekakšno odločitev potegneš, ki ne bazira na nekih občutkih, ne, ker konec koncev pa lažje telefon dvigant kot pico speč. To je pa vedno spet disciplina. Veš, spet disciplina, spet, ampak v teh cajtih ti lahko še otroke v to vključiš in si še vzgojen. Gremo skupaj pico speč, pa se v te naučili. A veš, in jim daš še eno popotnico za naprej, in tudi lahko jim rečeš, lej, tale pica bi tokle stala, zdaj smo jo pa mi pa za tokle naredili, jih pa še malo poučiš o denarju, ko tudi ne poučujemo svojih otrok o denarju, pa si predstavljamo, da bojo to kar znali početi. Ne bodo. Ne bodo, ne znajo, nimajo občutka, vse prleti, a veš, in za ta denar mora tvoj oči toliko časa delati. In potem, ko boš pa še otroku dal nekaj za delati, naj ti recimo avto opere, ki je pri nas navada, da se avto vozi v pralnico, 7 evrčkov, evo 7 evrčkov ti dam, če ga pa ti opereš. In to sem jaz celo naredil in moja punca, ki je hotela imeti malo boljši telefonček, kot bi pripadal po nekih družinskih pravilih, se je zelo zagrela in je prala avto od cele žlahte, je hodila spraševati, kdo rabi pred avto in kar ne par jih je oprala. In fajn mi je bilo tisto res fajn, da je pokazala neko voljo do tega. A veš, uporabil si izraz, ji je pripadal, nič ji ni pripadalo. Otroku pripada hrana, obleka, toplota stanovanja, šolanje, luksus, kar pomeni za njo, ker telefon je luksus, ji pa ne pripada. No, dobro, sorry, imaš prav. Kot smo se v družini dogovorili. No, saj si rekel po nekih družinskih pravilih, ne? Tako, ampak, ne pripada, pripada pa dosti manj, kot pa mi mislimo, da pripada, kot pa tudi otroci danes mislijo, da jim pripada. Da jim kar pripada, veš, in mi vzgajamo ljudi z to mentaliteto, kako se reče po angleško? Entitlement mentality je v angleščini, ne? Kako? Entitlement mentality. Entitlement, da mi nekaj pripada, življenje ti pripada, ker ti ga je Bog podaril. In dal ti je kisik, da ga lahko dihaš, to ti pripada. Dal ti je dobre starše, ki ti dajajo vse, da nisi lačen, žejen, bos, imaš streho nad glavo in si oblečen. In še lej, kot bonus te pelejo na morje. Ne moreš verjeti. Želje so problem dan danes, ker so tako eksponirane, ker jih imamo toliko veliko, ker vidimo toliko lepega, v končni fazi imaš Pinterest, pa sem gledaš, koliko lepih stvari je, pa gledaš, ali pa kjerkoli, koliko se hvali, se pokaže tukaj, se pokaže tam. In za zlepa ni dovolj dobro za naše želje, ki razkorak med realnostjo in željami je ogromen in zadovoljstva ni, ker je vedno neskončno večja želja, kot pa so realnosti. In tukaj je ta ogromen problem in res ozaveščati se na teh točkah se mi zdi, da je za naš čas bistveno in res, kot praviš, vzgajati nove generacije v tem, je pa umetnost. Veš, drugače lahko nenasitno pošast narediš, čist nenasitno pošast, ki nima nikoli dovolj. In nekako vzgajaš lahko otroke v to, da točke dovolj ni. Mi smo pa rekli, je ta koncept, mi moramo zdaj ta dovolj prav konceptualizirati nazaj v naše življenje. In tudi pri otrocih je dovolj, je točka dovolj, ki ni čistista osnova, je malo luksusa, kje bo pretiran luksus. In to začneš pri otrocih, pri eni pici, ki jo lepo skrb spečete. In pokazati za ta denar. Vse tole, ki se midva pogovarjava, lahko na enem bolj otroškem nivoju prenašaš na otroke. Na zelo takem praktičnem. Pa bojo takoj, bojo kar hitro razumeli. Ker delanje, veš, tega družinskega finančnega toka, to je
božji način, veš, to je božji načrt, ne? A veš, to izhaja iz tega oskrbništva, ker moramo biti, mi ne samo oskrbniki, mi moramo biti dobri oskrbniki, drugače bomo zgubili posel oskrbništva, nam bo odvzeto še to, kar prilika o talentih. Mi moramo dobro oskrbovati, da bo talentov razvitih vedno več, recimo talentov, tudi denarja, ne, konec koncev, ne. Pa zakaj? Zato, da bomo mi vedno bolj luksuzno živeli? Ne, še enkrat, darovanje. Ker pri 10% se ti ni treba ustaviti. A veš? Se pravi, mi moramo biti preudarni, le egiptovski Jožef, ne, jaz bi ga rad omenil tega modela, ne, mene enkrat ta model, a veš, nisem prišel, jaz sem fan od egiptovskega Jožefa, ne, z vidika voditelja, iz vidika njegove preudarnosti, ne, vztrajnosti, ja, pobiranja po pacih, ampak zdaj ta preudarnostni vidik, ne, zdajle. A veš, on je bil ful proaktiven, se pokazal, da zna sanje razlagati. In ko je faraon sanjal o debelih in suhih kravah, ne, o žitu, o bogatem žitu, po mršavem žitu, ne, a veš, se spomnil nekdo, ki ga je rešil, pa pustimo zdaj celo zgodbo, da on zelo dobro sanja razlaga, mu jih je razložil, kaj je Bog mislil s tem povedati, in Bog je hotel povedati, lej, so dobri časi in so slabi časi. In še celo te ekonomski ritmi nekako sledijo tem 7 dobrim letom, pride 7 slabih let, približno, ne. Se pravi, in je treba v 7 dobrih letih, ne, ko se lažje prišpara, to prišparati več, da bo še takrat, ko bodo slaba leta prišla, tudi takrat imel in boš rešen lakote, in lakote, takrat je bila dobesedno lakota in je pomorila ljudi. Ne? Danes so pa razne stiske, ki tudi morijo ljudi, da se mečejo stolpenc dol, pa streljajo drug na drugega, pa se naredijo samomore. Ne? Napetosti v narodu je zdaj tudi v tej trenutni situaciji ogromno, se pravi čutja. In v bistvu vedno znova iščemo neke krivce tam zunaj, za svoje težave. V resnici pa marsikdaj bi bili lahko marsikaj naredili mi sami za boljšo situacijo. Zdaj, trenutno, ko smo tukaj, ko smo se znašli, a imamo kakšen konkreten tako predlog, kaj vendarle, tole spico se mi zdi je bilo že super, se pravi, zdajle, ko je situacija, ko smo doma, ko imamo nekaj več časa, če smo, ali pa kakorkoli, ali pa ko tudi imamo priložnosti, zdajle bo božični čas, bo ta histerija, veš, ko je ponavadi bila velika in smo šli okrog in je bilo treba kupovati, ne. Letos bo tega že tako ali tako malo po naravi, malo manj, se mi zdi. Ja, Benjamin, ne vem. Ali misliš, da ne? Ali bomo po spletu toliko zapravljali, kot smo prej v živo? No, se bo to preselilo na splet, ne. Daj ti poglej malo po stanovanjih, kjer imajo majhne otroke, ne. Zasuti so z igračami. Vse mogočimi, ne. In te, a veš, pa to je vedno tako, ko je nečesa veliko, to izgubi vrednost. Igrače sploh nimajo več praktično nobene vrednosti. A veš, kar nekaj se vala po kotih, jaz vidim, še detki pa babice imamo zdaj v bistvu gore igračk, pridejo nekako kar v naša stanovanja, če se bojo lahko otroci igrali. A veš, tukaj je tudi treba reči, dovolj je, pa dajmo si podariti čas, dajmo si podariti izkušnjo, dajmo si podariti eno lepo izkušnjo, ne vem, ki ponovadi stanejo manj, kot nekatere stvari. A veš, mi imamo zdaj bolezen, ne vem, stafitis, a veš, ne, to se pravi staf. Roba, robitis, veliko robe imamo. Bolehamo za tem, da imamo robe preveč. In to robo je treba nekam pospraviti in je treba potem iz tega ven še kupiti omare, da se to lahko nekam pospravi. A veš, in je potem, da te še te omare potem stanejo na koncu. Je treba imeti velika stanovanja, da imamo lahko veliko robe. A veš, stanovanje pa stane tokle kvadratni meter. A veš,
Glej, to je vse tako nekako povezano. Tole si treba enostavno ustaviti pa reči, letos tega bo. Letos bo Miklavž prinesel tole pa tole, ne vem, kaj je včasih nosil, par orehov, par suhih krhlov, pa malo arašidov, če so bili že v jugoslovanskih časih, so bili, pa na vsake kvatre. Veš, zdaj tukaj, veš, to je bolj povezan še s tem, da ti nekaj pripada, veš, in pa z ukinjanjem hrepenenja. A veš, človek ne more več hrepeneti, če vse dobiš. Ja. In je zdaj lepa priložnost, da otroci kaj ne dobijo, zato da jim vzbudimo hrepenenje. A veš, ko pa ti ne hrepeniš več, pa vse rata brez veze. Ja. Ko se pa enkrat nalezeš te mentalitete, vse je brez veze, potem tudi to rata brez veze. In nima smisla v življenju. In nima več smisla v življenju. Ja. In ko ni več smisla, veš, kaj pa to pomeni? Gremo dio. Čisto vseeno, če se fentam. A veš, tako da te stvari so bolj povezane z nekaterimi, s takimi tragičnimi zadevami, kakor si mi mislimo sploh. Ne. Vse to ne more škodovati. Ja, a veš, človek si mora zaželeti in potem, ko ne dobi ta prvi hip, si še bolj želi in ko sploh še ne dobi, si orang želi in potem, ko si orang želi, si tudi potrudi za to in potem ti kot starš vstopaš, jaz bom dal tokle zraven tem, koliko to stane tokle, koliko boš ti dal? Nič. Ja, nič, pa ne bo pa nič. Zato, ker jaz ti bom dal 20%, ti pa 80%, ali pa jaz ti bom dal pol, pa ti pol. Potem je takoj drugačen odnos. Takoj bo tudi ta stvar veliko več vredna, ker jo nekako pridodaš tej stvari še tvoj angažma, še angažma otroka, ali kako ne rečem. Še tvoje delo je tukaj noter in to začneš ceniti. Spet, jaz sem moral tokle avto uprati sem morala, da sem dobila ta telefon. Veš, ta telefon ima zdaj drugačno vrednost, kot če bi ga ti samo kupil. Si to dobro naredil, a veš? Ne? Zato, ker vidi, prizadevala sem si tukaj, kva dobro, mislim, koliko je tole več uredeno v njenih očeh, pa ne bo v bistvu rekla, ampak to je v njej, to je konc, a veš, ne? A veš, in tule imamo zdaj lepe priložnosti, da starši tukaj en tak vzgojni moment, možnost za vzgojni moment na področju denarja in materialnega. Ne? En dober predlog glede daril za tele 3 dobre može sem slišal, v tem smislu, da si kakšna družina zbere eno večjo stvar, ki jo kupijo recimo vsi za vse te praznike, vsem, a veš, ne vem, to je že kar orang zadeva, ampak recimo ping-pong miza, ne, če jo imaš kam dati. Evo, ali pa kaj tacga, ne? Ja. To je en tak ideja. Veš kaj, ne vem, če sem jaz končal zgodbo z Jožefom, ne? Ne, nisi, ne. Nisem, nekaj me ti odpeleš, pa se moram pa ful pomatrati, da sem sploh povedal bistvo Jožef. Kaj, da je mir. Jožefa povej, pa moramo pa zaključovati. Ok, ta model je mene res navdušil. Glej, on je to vedel, pa ne da je on to vedel, Bog razlaga sanje, a veš, on se je vedno obračal na Boga, ne jaz, Bog preko mene deluje, a veš, to je, in Bog mora Benjamin preko tebe delovati v tvoji družini, preko mene v moji družini, a veš, preko kakšne gospe, ki naj jo posluša v njeni družini, a veš, Bog razlaga, to se meni zdi bistveno. In Bog mu je povedal, da so debele in suhe krave. In v času debelih krav je treba suhe tudi pokriti. Zato pa rabiš disciplino. Aha, in on je bil v toliko bistro, da je povedal, da izberi faraon enega moža, pošti ga po deželi, zbirajo naj 20 ob dobrem pridelku, da je treba postaviti žitnice, ne, in tako. In faraon je rekel, kdo je bolj moder kot ti, in je njega postavil, kot predsednika vlade bi danes rekel, ne. Faraon kot religiozna osebnost, ne, kot Bog v tistem času, konec koncev kot vladar, kot kralj, je postavil še nekoga, ki je izvršna oblast in ga poslal po deželi. Ne. In je postal konec koncev Jožef drugi človek v Egiptu z več pravzaprav upravne moči kot sam faraon. Ne.
in je rešil koga? Egipt pred lakoto, pa še druge, med drugim tudi svoje ljudstvo, svojo družino. Se pravi, biti preudaren skrbnik kot egiptovski Jožef. Če gremo to iz države na družino, recimo, če neko paralelo tle potegnemo, bodi preudaren egiptovski Jožef za svojo družino. Bodi dober skrbnik v dobrih, slabih časih, vedno biti dober skrbnik. Hvala. Odlično. Ne vem, to bo kar to. Kaj bi še lahko rekla tole, ne? Kaj? Ampak. Prav posebej nujnega še. Ne. Bova še nadaljevala. Edino to bi še rekel, Benjamin, da je delati družinski proračun je must. Moraš. Tudi zaradi tega dobrega oskrbništva. Zaradi tega, ker se treba samo obvladati. Samo obvladati. Samo obvladovanje je pa kaj? Sad duha v Galačanih. Samo obvladovanje je sad duha. In družinski proračun, delanje družinskega proračuna ti pri tem pomaga. To je pomoč. Pomoč. Dokler se še ne znaš dobro samo obvladati. Mislim, da je kar trajna pomoč, ampak ja. Kar trajna, najbolj, da kar trajna. Ampak, veš, to se pravi, Bog želi, da smo samo obvladani. Da naša čustva ne vozijo nas celih, ampak dejstva, razmislek. In da nam to omogoči res eno svobodo, pa hkrati tudi nam da neko moč nad življenjem v tem smislu, da nismo tepeni tam, kjer ni potrebno in takrat, kadar ni treba. Evo, ko si že rekel svobodo, tlele imam pa glih odprt, ker sem si mislil, da bom rabil, pregovori, kar veliko govorijo o teh finančnih zadevah, pa materialnih, pa tako naprej. In pravi, bogati ukazuje revežu, kdor si izposodi, je hlapec upnikov. Hlapac postaneš, a res želiš postati hlapac? Ja, hlapac boš. Ne prav, da ne smeš si sposoditi. Lahko si. Sam zavedi se, da dokler boš dolžan, boš hlapac upnikov. Ja, tako. Z pozivom k dobremu skrbništvu, k rednemu spremljanju izdatkov in k delanju kupčka zaključujeva tole tretjo oddajo v ciklu Denar najin vladar, sicer pa se naša oddaja glasi Odnosi so zakon. In verjamem, da je današnja Aleševa modrost močno pripomogla k temu, da bo tudi naš odnos v našem zakonu dosti bolj zakon. Aleš, hvala ti, srečno vsem, nasvidenje. Hvala tebi, Benjamin, za dobro vodenje pogovora. Hvala vsem, ki boste poslušali. Eno dobro stvar, namreč to, da delate spremljate družinski finančni tok, to dajte spraviti v življenje, v prakso. Hvala, Aleš. Živjo. Modro. Srečno.